In ne vem, včasih pride do momenta, ko je res hudo in ko hočem dati ven na tak način, se pravi, da nekaj napišem, ne vem, na Instagram in pol razmišljam. Kako bo zdaj to izpadlo, če jaz to napišem, rekel, kva ti jamraš, ti si ne vem kva, ti si, ne vem, ful imam enega denarja in sanjsko službo, bla, bla, bla. Ja, okej, jaz imam tudi, ne, sem, tako, kot sem rekel, pač navaden, tudi ranljiv človek. Eno stvar bi rada že takoj na začetku povedala. To ni pogovor o politiki in če pričakujete, da bo govora o strankah in volitvah, lahko takoj nehate gledati oziroma poslušati. Še tukaj? Okej. Potem lahko res začnem. Nedavno se mi je zgodilo eno srečanje, ob katerem sem se vprašala to, o čemer želim govoriti z današnjo gostjo. Kako je živeti na očeh javnosti? Ampak to ne na način, kot nam ga omogočajo državni mediji, ko imamo možnost deliti s svojimi prijatelji in sledilci le tisto, kar mi želimo in pokazati, kar mi želimo. In si pravzaprav na nek način želimo živeti na očeh javnosti. Kako je živeti, ko je vsaka tvoja beseda, vsak tvoj korak, vsako dejanje pod drobnogledom? In ko se od tebe pričakuje, da ne boš naredil nobene napake, ne boš izdal zaupanje ljudi, da si odgovoren, tvoja dejanja so transparentna, da si zmeri dobro razpoložen, prijazen, dostopen, razumen. Wow. Hkrati pa si tudi tarča vseh, ki si jemljejo pravico soditi te. V plus ali v minus. Oboje je svojevrstno breme. Ob meni je mlada ženska z nevsakdanjo službo, v kateri se pogumno sooča s takšnimi situacijami. O tem, kako je živeti na očeh javnosti, bom odkrivala z gostjo, ki si je s svojim delovanjem prislužila že drugi mandat v Evropskem parlamentu. Z mano je evropska poslanka Irena Joveva. Irena, živjo. Živjo, Nives. Dobrodošla v moji družbi in družbi vseh, ki nama bodo danes prisluhnili. In nekateri verjetno zelo veseli, da ne bova govorili o politiki. Tudi jaz. Z veseljem sem se odzvala in se veselim pogovora. Dajva začeti tako kot običajno. Kdo je Irena? Irena je ena čist enostavna, bom jaz rekla, punca, 35 let stara mamica v mestu že postala, ki ne prenese nepravičnosti. To je prva stvar, ki bi jo res rada izpostavila, in ki ne prenese neuvidevnosti. In tega jaz se zelo veliko nagledam in naposlušam v službi. To sta dve stvari, ki ju res ne prenesem. In jaz sem drugače čisto običajna, res običajna, klasična, bom tako rekla, ne vem. Jeseničanka iz delavske družine, nikoli mi nič ni bilo podarjeno, vse, kar sem dosegla sama, nekdo, ki zelo uživa svojo hčerko in hkrati tudi nekdo, ki uživa tudi v tem drugem poslanstvu, ki je precej bolj težavno ali pa manj enostavno, in to je pač ta služba, ki jo zdaj opravljam. In ja, to sem jaz. Pa altruistka sem kar precej, res sem, kar ni nujno vedno najboljšno, ko si v politiki. Pa obsedena sem slovnico. Zelo, ja. Kar tudi ni vedno najbolj enostavno, ker ne zame, ampak za mojo ekipo, ker vedno vsem težim. Kaj pa te je pripeljalo do tega, da si gramar nacij, bi rekel moj sin? Ne, zame. Ne, saj zame, po mojem, to marsikdo reče. Po mojem tudi sodelavci, ki je zdaj tukaj z nama v ozadju. Ne vem, jaz sem imela od nekdaj rada slovenščino, sem tako, pač slovnico kot tako, obsedena sem bila s knjigami, res od nekdaj. Recimo, največja kazen, ki so jo meni starši lahko dali kot otroku, je bila prepoved knjižnice. Ni bilo, ne smeš ven, ne smeš se igrati, ne vem, z barbikami, karkoli. Knjižnica, dejansko, ker sem prebrala cel otroški oddelek tako skozi. Jaz sem imela samokolenco otroško za knjige. Nisem kar tako nosila v ruzaku, ker je bilo preveč. Res. Zdaj nimam več toliko časa, oziroma berem ali evropsko zakonodajo ali pa otroške knjige. Zase pol mi zmanjka, ne, za te moje strasti. Ampak
Ja, mislim, da je bilo to. No. Dejansko sem res zelo rada brala in pol se je po mojem to na tak način in imam ful posluh za vejce in vse ostalo in pol me nervira, če te vejce niso prav postavljene. Pa ne rečem, da tudi jaz po mojem nisem glih zdaj 100%, ampak tako, take stvari me pol res motijo. Stvari, ki jih nihče ne vidi, razen mene po mojem, ali pa še kakšnega gramarnacija, ampak to je tako. Malo tudi obremenjujoče, moram reči, ampak tako pač je. Jaz drugače ne znam funkcionirati. Po kakšnih naslovih si pa kot deklica najraješ posegala? Jaz sem imela ful rada tisto zbirko 5 prijateljev. Po mojem še obstaja. Ja. Po mojem še, pa po mojem so neke prenovljene, tako da razmišljam, da bi spet brala kar to, še enkrat, čeprav je pač otroški mladinski oddelek, tega se zelo dobro spomnim, da sem res obožvala. Predtem pa seveda tiste klasične pravljice, princeske in te reči. Tako. Pol pač tako, mladost in to sem pa predvsem uživala v teh kriminalkah. No, še danes uživam najbolj v kriminalkah. Jaz sem želela postati odvetnica kot mlajša, ker, ne vem, sem mislila, da odvetniki rešujejo svet. Tako. To sem želela. In to, kar si že v bistvu uvodoma povedala, da te ful v bistvu... Ja, že odskozi je bilo tako. Ja. Me gane ta pravičnost. Te gane, ja, če nekaj ni pravično. Ja, odlično. Ja. Lepo vod si pripravila. Irena, ampak ne morem, da ne bi. Ne? Rekla sem, da ne bova govorili o politiki in absolutno ne bova, ampak meni nekaj drugega zanima. Zakaj se nekdo odloči in gre v politiko? Ja. To je verjetno dosti zlajnano vprašanje, ampak mislim, tako res nenavadno. Pač, zakaj? Ja. Kaj se je zgodilo? Jaz se tudi vsak dan vprašam, a mi je tega res treba, a mi ni treba sploh zdaj, ker je glih ta čas bil, ne, ta predvolilni in zdaj povolilni in tako, ampak pol vedno pridem do odgovora, ja, je treba. Tako. In zakaj sem se zdaj odločila iti v to? Jaz sem bila vedno spremljevalka politike, ampak za to zasluge pobira moj oče, ker je pač on vedno gledal Slovenijo 3, takrat še so bili te prenosi, vedno je bilo prižgan, mi smo pa samo NTV takrat in sem bila pač obsojena na spremljanje vseh teh stvari. Pa tudi on je zelo tako, mislim, ni bil politično aktiven v tem smislu, ampak no, pač državljansko aktiven, no, in je te stvari vedno še danes spremlja čisto vse. In sem bila nekako že tako vzgojena v tem smislu, da sem se zavedala, koliko je to pomembno. Ampak pa sem vseeno tako po spletu okoliščin študirala sem na FDV-ju mednarodne odnose, tako da sem se že malo zanimala bolj za to mednarodno evropsko politiko, ampak nikoli ne v tem kontekstu, no. Nisem si mislila, da bom kdaj v Evropskem parlamentu, takrat še ne. Pa sem pa po spletu enih takih okoliščin srečnih pristala v novinarstvu, čeprav nisem nikoli tega študirala in sem politiko pol spremljala malo drugačne. Ni bilo več samo prek, ne vem, Slovenije 3 na tistih sejah prenosov, ampak dejansko pač sem lahko spraševala, izpraševala in tako naprej in sem jih videla malo drugače in mislim, tako kot veliko ljudi sem jaz tudi bila nekdo, ki je jamral v smislu, zakaj se pa to ne da, zakaj se pa vsi skozi sam kregajo, a so res vsi tako slabi, pa afera ena, pa afera druga, pa ne tako. Pač premalo je bilo dobrih zgledov. Meni se je tako zdelo, tudi ko sem bila noter v tem smislu kot novinarka, poročevalka, ne vem, prej spraševalka. Ampak še vedno nikoli nisem pomislila. Pač jaz sem imela novinarstvo zelo rada, še danes imam rada to kot poklic, ker vem, koliko pomeni in kaj daje ljudem. Ampak pol sem enega dne pač dobila v bistvu priložnost, no, za to, da vstopim v politiko, ker me je zdaj moj kolega po novem, Marjan Šarec, takrat je bil pač predsednik vlade, je v bistvu me vprašal kar direkt, če bi bila rada pač nosilka takrat njegove te liste za evropske volitve, se pravi leta 2019. Mislim, po tistem začetnem šoku in vse to, ker res nikoli se nisem predstavljala, niti imela želje v tem smislu, da bi res šla. Ampak polka sem se usedla, pa pogovorila sama s sabo, ne, tako, pa dobro, tudi s partnerjem, z družino. Ni se mi zdelo prav, da jaz kot nekdo, ki vseeno malo bolj spremlja te stvari in kot nekdo, ki razmišlja o tem, kako je vse slabo in zakaj ne more biti boljš, da ko dobiš priložnost, tako kot sem jo jaz dobila na tak način, da rečem, ne grem se tega, ker je pač najlažje sedeti na kavču pa jamrati, kako je vse slabo in pol dobiti šanso in reči, ne.
ne bom. Ne? Pa sem razmišljala, če bi bila zadovoljna s tistimi, ki so del politike, ne bi nikoli šla v to, ker mi ne bi bilo treba iti, ker bi bila zadovoljna. Pa sem rekla, ok, ajde, grem, pa kar bo. Najtežja stvar je bila to, da zaključim z novinarstvom, ker sem res, tako kot sem rekla, imela sem rada ta poklic, ker sem tudi vedela, da nikoli več ne bom novinarka. Neodvisno od tega, kaj se je zgodilo, kaj se bo in tako naprej. In pa sem rekla, ajde, grem v to, ker glih za to je treba, zato ker je pač premalo dobrih zgledov in jaz sem se odločila biti dober zgled in vsak večer iti spat s čistim obrazom in to mi zaenkrat še vedno uspeva. In to je to. Ja, ni pa enostavno biti v tem svetu slabih zgledov. Pa si vprašala svojega kolega, kaj je prepoznal v tebi, zakaj te je povabil? Ja, on si je želel nekoga, ki ni obremenjen s temi rdeči, beli, modri, zeleni, levi, desni, karkoli. Vsaj ne v tem zgodovinskem kontekstu. Nekoga, ki je mlad, ki ima neko energijo, voljo pač spreminjati stvari. Žensko si je želel tako pač izpostaviti kot pač nekoga, ki je pomemben, ne samo zato, ker je ženska, ampak ne, tako da se izpostavi tudi ta del. Pa v bistvu midva izhajava iz teh zelo podobnih okolij, se pravi to delavstvo, pa nič nisva kar tako dobila z lufta ali pa da bi nama padlo z neba. Tako podobna sva si v tem smislu in je v meni videl po mojem nekoga pač kot nek potencial, ki ni klasičen političen potencial in se je zato odločil v bistvu za to. Tako mi je rekel. Zdaj pa ne vem, je treba še njega vprašati, če je res to tako, ampak ja. No, ker mi je zanimivo, ne, ker novinarjev je veliko koncev, ne, in da prideš nekomu na radar, si morala biti verjetno zelo dobra pri svojem delu, ne? Ja, ne vem. Ja? Dajmo reči, ja, da je bilo tako. Ja, se je to izkazalo tudi, ne vem, pri raznih teh nagradah, ki sem jih dobivala tudi kot novinarka in tako. Politiko sem tudi kar pokrivala, sicer notranjo takrat, ampak tudi evropsko. No, sem bila v Palestini, sem bila v Franciji, sem bila med protesti takrat, ko so bili migrantsko krizo, v bistvu sem bila jaz vodilni obraz, no, na Pop TV-ju takrat 2015-2016, ko je bilo v bistvu najhujš tudi pri nas glede tega. Tako da ja, verjetno je gledal vse to, spremljal vse to, tudi malo ne spoznaš se zdaj zares tako, ne, kot novinar in politik, ampak vse nek občutek o človeku pa dobiš in ja, je se potem tako odločil, kot se je. Jaz sem se tako, kot sem se in vse ostalo je zgodovina. Zdaj sva pa oba v Evropskem parlamentu. Omenila si, da ti vsem za barve, če tako malo karikiramo, ne? Prihajaš z Jesenic, si rekla, živela si v bloku, ne? Ja. In tudi jaz sem odraščala v enem takem Jugoslavija, v malem bloku na Viču, kjer je bilo, ne vem, od 60 stanovanj, mogoče 10 slovenskih družin. Vse ostalo je bilo pa ni da ni. In meni so bilo v bistvu to ena ful lepa leta, ker sem imela priložnost spoznati toliko različnih svojih sovrstnikov s takimi različnimi navadami, kulturo, prazniki, konc koncev, sladicami, wow. Ja. Veš, koliko različnih je bilo. Jezika sem se recimo ful dobro naučila, ne. Bi rekla, da je tudi tebi ravno to, kad prihajaš iz tazga okolja, dal mogoče neko motivacijo za to, da še bolj slovenščino spoznaš, to, da si bolj strpna, to, da ne preneseš krivice. Misliš, da je to vplivalo na te? Sigurno. Mene je to oblikovalo po mojem v osebo, kakršna sem. Ok, zraven seveda tudi starši, šola in tako naprej, ampak to okolje definitivno je pač glavni razlog za to, da sem jaz danes taka, kot sem, po mojem mnenju. Moram sam pri barvah povedati vse. Mislim, rdeča je pač rdeča. Ja, ok. To tako. Sicer imam zelene hlače, ima dobro, Ljubljančanka sem tudi. Ne? Tako da z tega vidika. Kam pa ta barva paše? Ja, v redu bo. Ampak ja, definitivno res. Sicer jaz nikoli nisem niti čutila neke diskriminacije v tem smislu, da sem čefurka, whatever. Čeprav to poslušam še danes, no, ali pa toliko več zdaj, odkar sem v politiki, ampak tako kot otrok ali pa kot najstnica nikoli nisem imela občutka, da sem jaz manj vredna ali pa da je nekdo mi dal občutek, da je nekdo več vreden, ne vem, zato ker so njegovi starši tudi rojeni v Sloveniji, ker moja dva pač nista, ne. Glih za to, ja, in
tako, polka sem tudi razmišljala 2019, ko so mi razlagali, pa se nimaš nič izkušen v politiki, zakaj greš v politiko, bla, 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 premlada si in tako. Vse živo je bilo, ker vedno je nekaj narobe pri meni, ampak nikoli ni povezano z vsebino, ampak z mano, poreklom, jesenice, ne vem, spol, starost, mladost in tako naprej. Ampak, mislim, glavni moto Evropske unije je združenje v različnosti. In zdaj pač jaz res to živim, že od nekdaj združenje v različnosti, ker ja, moj blok sicer je bil manjši, 12 stanovanj je, še vedno, moj oče še vedno tam živi, mislim, da sicer ni bilo niti ene slovenske družine takrat, ampak ja, neodvisno od tega, no, pač družili smo se vsi med sabo in sploh ni imeli čisto nobene veze. Absolutno hrana itak, mi smo bili po mojem pač povsod tam se zdaj razmišljam tako kot starejša, kako so sploh preživeli, ker mi smo tam na tistih hodnikih in žoga in vse živo in brcali na vrata in tako, ja, nismo bili po mojem glih, ne, tako. Zmonili pač domofone. Ja, zdaj se mi zdi, da so ne vem, ampak so bili zelo tako prizanesljivi starši do nas vseh in smo bili pač povsod tam na hodnikih, smo imeli deke, smo se igrali, tako. Ja, in res ni bilo pomembno, kdo je s kje. In ja, tudi jezika se potem naučiš, ja. Zdaj, a je to povezano pol tudi s to mojo slovenščino v tem smislu, ne vem, ampak definitivno strpnost in te stvari pa so. To pa lahko rečem, da je povezano s tem. Pa ta nepravica, /pravica. Torej si na delovnem mestu, kjer si, ne, da se izognem besedi politika, ja. Resnično na pravem mestu. Ja. Če bi vsi na tak način pol te stvari gledali, ali pa mogoče tudi živeli, doživeli z prve roke marsikaj, kar sem jaz, ne kot otrok, kot najstnica, ima tudi pol tako, te čist življenjske, tudi take izkušnje štejejo, če mene vprašaš, ne, ni zdaj samo, da si ti doktor, ne vem česa in da misliš, da si najpametnejši na svetu, pač nisi, ne, jaz brez ljudi nisem nič in nisem najpametnejša na svetu, jaz če nečesa ne vem, bom rekla, da ne vem, ne bom rekla zbluzila, ne, pa nek tretji pol odgovor dajala. Ali pa če kaj narobe naredim, bom rekla, da sem narobe naredila. Tako, ja. No, je pa seveda ta služba prinesla na nek način del neke izgube zasebnosti. Ne? Kako ti to občutiš kot, ne vem, kot mama, kot partnerka, kot prijateljica, soseda, kakorkoli, pač, kako je to občutiti, kakšen vpliv ima to v bistvu na odnose z ljudmi v tvoji bližini? Mislim, tako je. Jaz vseeno probam vsaj en del zasebnosti obdržati tako v smislu ravno te družine ali pa izpostavljanja recimo mojega otroka. Saj vsi vejo, da jo imam, vsi vejo, da obstaja, tudi kdaj pa kdaj kaj objavim, ampak probam vseeno čim manj izpostavljati. 3 leta ima, ne? Ja, 3. Kako je 10 dni nazaj. Mila. Ja, Mila. Ampak jaz sem bila že prej malo navajena. Jaz sem bila na Pop TV-ju. 4 leta sem bila predtem sicer na Slovenski tiskovni agenciji, ampak tle sem že bila izpostavljena in so me že itak tudi takrat. Ti si pa 24 ur pa Pop TV. Že takrat sem imela to. Ampak takrat res, da tudi nisem toliko bila tarča, no. Kritik ali pa se pozitivnih, negativnih, konstruktivnih, nekonstruktivnih. Tako da je bilo z tega vidika drugače ali pa mogoče lažje. Zdaj pa tako, mislim, malo je obremenjujoče, malo pa ne, zelo odvisno. Ampak recimo, ne vem, največ je tega na družbenih omrežjih. Pač tam je največ teh anonimnežev, ki pišejo vse živo, ker si vzamejo za sveto, da lahko komentirajo in pišejo vse živo. Neko stvar tudi ponavljajo, ki se nikoli ni zgodila in take reči. Tako, tega, sovražni govor in tako, tega je veliko. Ampak tako zasebnost kot taka pa tako ne čutim nič negativnega, ker recimo zdaj, ko sem bila malo bolj izpostavljena zaradi volitev in to, pozdravljajo te bolj ljudje, zaznavajo te, ampak ni pa tako, da bi bilo to neki, da bi nekdo prišel do mene, pa mi na primer rekel vse to, kar kdaj preberem na družbenih omrežjih oseb, nima sploh nobene veze, res. Tako da mi z tega vidika ni obremenjujoče, ampak družini pa mogoče kdaj pa kdaj je in jih res ne želim izpostavljati. Ni pa najbolj enostavno, no, tako to nekako balansirati, sam pač probavam, kolikor se da. Ker se mi zdi tako, veš, v bistvu ljudje te izvolijo, ne, in si nekako verjetno lastijo te, ne, in to, da jim pripadaš v navednicah, ne.
In ko ti se odločiš, da nečesa pa ne boš delila z javnostjo, je lahko takoj prisoten ta občutek, nekaj skriva, kaj se tukaj vzadaj skriva. Ne? Ja, je tudi, pa tudi tako, jaz odgovarjam ljudem. Se pravi, če mi nekdo napiše na, ne vem, Instagram, Facebook ali pa pismo ali pa mail, karkoli, res probam jaz. Tudi tisto, kar se napiše gor, se jaz imam pomoč, ampak na koncu moram biti jaz tista, ali pogleda, da je pač moje nekaj in to vzame nek čas. Ne. Ljudje pa včasih ne razumejo, da pač ne morem takoj isto sekundo, ne vem, povedati, odgovoriti, razložiti te stvari. Jaz sem zelo rada dostopna, ljudska, tako meni je to logična stvar, niti ne znam biti neprijazna, razen do tistih, ki se res zaslužijo, si, ampak to je pol bolj tako v službi za res, ne med ljudmi kot takimi, razen oni anonimneži in troli kletni in tako naprej. Čeprav sem tudi do njih prijazna, ker sem se odločila, da samo ljubezen premaga sovraštvo, tako da njim tudi odgovarjam na lep način ali pa kulturen, ker sem boljši človek od njih, če so to sploh ljudje, ne vem, ali pa kakšni roboti. Ampak ja, marsikdaj pol dobiš tak občutek, da moraš, oziroma ljudje ti včasih dajo, pa ne nujno zavedno, saj po mojem ni to na tak način mišljeno, ampak tako, težko je razložiti, da ni to kar tako. Ne. Pa tudi nisem, jaz sem javna osebnost, ampak jaz imam pravico do zasebnega življenja, neodvisno od tega, da sem javna osebnost. Absolutno je prav, da vejo čist vse, kar se tiče moje službe in mojega dela. Nimajo pa pravice vedeti vsega o mojem zasebnem življenju. Mislim, res nimajo. Ne? Tako da razumem pa tudi, da jim nekaj moraš tudi z tega vidika dati, ker morajo vedeti, da sem človek. Ker jaz nimam težav pokazati recimo tudi svoje ranljivosti, ker sem človek. Ampak tako, ne pa čist 100% ali pa absolutno. Ja, ker se mi zdi, da je kar lahko zelo tanka meja med tem, da se skušaš v bistvu prikazati, tako kot praviš, da sem čisto običajna smrtnica, s svojimi težavami, ki se ne tičejo samo službe, ne? In pa tem, da se daš preveč. Ne? Ja, res je. Saj jaz včasih razmišljam pol ali pa tudi vprašam za nasvet in tako, ko kdaj kaj objavim ali pa ne vem, če imam kdaj pač občutek, da moram, ne vem, recimo, jaz sem pri 20 letih izgubila mamo in jaz imam še vedno včasih, pač tega nikoli ne preboliš. No. Tako to je, pač s tem živiš in ne vem, včasih pride do momenta, ko je res hudo in ko hočem dati ven na tak način, se pravi, da nekaj napišem, ne vem, na Instagram in pol razmišljam. Kako bo zdaj to izpadlo, če jaz to napišem, reka, kva ti jamraš, ti si, ne vem, ti si, ne vem, ful imam enega denarja in sanjsko službo, bla, bla, bla. Ja, okej, jaz imam tudi, ne, sem tako, kot sem rekla, pač navaden, tudi ranljiv človek. In pol vedno razmišljam, okej, ne sme izpasti patetično sicer, ampak bom napisala to, kar si mislim. In dejansko sem ene parkrat, in v bistvu so pol vedno ugotovim, da so bile skrbi odveč, ker glede tega pa res nikoli nisem imela noben. Razen se pravim, tisti, ki so itak klasika, ker je vedno nekaj narobe, karkoli objavim, drugače pa ne. In ljudje dejansko se mi zdi, da to razumejo in tudi ne zahtevajo potem več od tega. Je pa prav, da se pokaže. Absolutno pa mora biti neka meja. No, nisem glih pol jaz za to, da objavljaš na Instagramu izključno samo, ne vem, pol nekaj, kar nima veze s politiko, ker je prav, da ljudje vejo, kaj delam in kako delam, kot je tudi prav, da vejo, kdo sem. Tako. Neko mejo probam. Ali pa ravnovesje dobiti ven iz tega. Včasih uspe, včasih nema, po mojem po večini, kar uspe. Tako. Omenila si, da si bila novinarka svoje čase. Pa si kdaj predstavljala, da je tako, kot je, kot si zdaj v zdajšnji vlogi, ne? Si kdaj prej razmišljala o tem? Ali pa pred vstopom, recimo v politiko, si imela ta občutek, oziroma si pomislila na to, kako to bo? Ja, sam jaz pol takrat sem si mislila, pa sej, zdaj že nekaj vem, sej, pol pa priješ noter in pol ugotoviš, da ne veš. Ne. In da ja, res je tako, da se včasih zadeve ne premaknejo, ampak zato, ker pač ni, ker se ne morejo zaradi enega ali pa skupine manjše, mogoče tudi ljudi, ki se zavzemajo za neki. Ali pa že zaradi procesa samega, ker je zakonodajni proces že tako zakompliciran sam po sebi, da je nemogoče z danes na jutri nekaj spremeniti. Pol ugotoviš, da ni glih čistko, no, da je vse slabo na tem svetu. Ugotoviš pa tudi, da bi marsikaj lahko bilo boljš, če bi bilo več vztrajnih ljudi, ali pa tudi pogumnih. No, tako. In pol tudi zaradi tega, kar smo se pogovarjali, a mi je treba, a mi ni treba. Ko razmišljam,
vedno pol, glih zaradi tega pridem. Ja, je treba, zato ker pač morajo biti tudi tako, ker če se umaknemo tisti, ki imamo tega poln kufr, ne, teh takih politikov, ki pač mislijo, da so samozadostni in najboljši, pol nismo nič naredili, pol sam pustimo še njim, da bo vse skupaj sam še slabš. In dejansko sem recimo v prejšnjih 5 letih mandata ugotovila, da se kaj tudi da spremeniti in premakniti. Ne vsega, jaz sem si želela spremeniti svet, a ne, v lepšega. Ne da se vsega, ampak pol, ko ugotoviš, kje se pa vse en da, ne, pol nekako Tim tisto gre. postane svet. Ja, tako, ja, v bistvu tako. Ja. Zdaj, pričakovanja ljudi so vedno visoka potem, ne? Predstavljam si, da mediji itak dejansko spremljajo vsako tvoje dejanje, besedo in na eni strani si lahko za nekoga ljubljenka, na drugi strani si z isto izjavo, z istim dejanjem za nekoga smet. Ne? Kako potem ohraniš nek ta svoj notranji mir, to, da si pomirjena sama s sabo. Ti ratuje to? Ne vedno, ne vedno. Jaz se zelo, jaz sem zdaj v politiki že kar nekaj let in sem dobila malo bolj trdo kožo, no, ni zdaj. Ampak jaz sem po horoskopu riba in jaz sem res klasična ribica v tem smislu in sem zelo tudi čustvena in tako. In meni gre res na živce. Mislim, mene ne morejo imeti vsi radi, valjda v politiki sem že itak, ne? Tudi če ne bi bila, je logično, da te ne morejo imeti vsi radi. Ne? Pa se niti, to mi je popolnoma jasno, ker pol bi nekaj delala narobe, no, po mojem v politiki, če bi hotela, da me imajo vsi, ker ne more. Ampak meni gre na živce, da tisti, ki govorijo o neki moji izjavi, recimo, ali pa o nečem, da je to smet, ali pa da sem jaz smet, predvsem je bolj to pol povezano, niti ne moja izjava ali pa vsebina. Mene to boli, ker jaz vem, da to sploh nima veze z mojim delom, ampak sam zato, ker pač morajo, ker sem kao na neki drugi strani, ne? In že zaradi tega pol nisem v redu, ne? Sploh nima veze, kaj povem, kako povem. Važno je, da sem čefurka, važno je, da sem, ne vem, mula, važno je, da nimam pojma, važno je, da sem izgovarjala kao neke stvari, ki ne bi nakazovali na to, da sem nerazgledana in neumna, pač ne. In pol, če 100-krat ponovijo to stvar, za ene res postane resnica, vse to so sam tisti njihovi, ne. Prepričanih prepričati jaz ne morem, meni je to jasno. Ampak te vseeno tako, mene gane, zato ker vem, da to ni tako. In vem, da to ni povezano z mojo vsebino in mojim delom, ampak je to sam zato, ker pač oni ne marajo drugih, karkoli že to pomeni. In oni pol tudi neko to svoje domoljubje dokazujejo s sovraštvom do drugih. Ne vem, kaj naj bi to pomenilo, ampak take stvari vseeno me ganejo. Tako da ta notranji mir, ne vem niti, če ga imam. Mislim, se pravim, edin z tega vidika, da sem res pomirjena, zato ker vem, da to ni tako, me pa obremenjuje, ker zakaj oni mislijo, da je tako? Sam pol mi rečejo, pa sej ne mislijo, to oni pač sam tako napišejo, ker jim moraš iti na živce. Tako. Pa se ti je zgodila situacija, da si se morala tako ekstra obvladati? Mislim, verjamem, da se moraš skozi imeti pod kontrolo, ko si na takem položaju, ne? Ampak da se ti je zgodila res ena ekstra situacija, ki bi po domače rekel, je malo manjkalo, da ti pokroko odnesel. Kako se spopadaš s takimi situacijami? Dobar, glih poker fejsa jaz ne znam, niti sploh imeti. S čimer po mojem mnenju ni nič narobe, ker pač nismo roboti, tudi v politiki ne. Eni sicer se delajo, da so, ali pa ne vem, tako neke kamuflaže dajo, ma to itak niso dobri politiki, po mojem mnenju. Ampak pol, zavijem z očmi, tako, ampak vseeno mi je... Zapreš očke takrat, pa zaviješ z očmi, ali? Ne, včasih se tudi zelo tudi vidi, ka mi pol, ne vem, kdo iz ekipe napiše, ne zaviješ z očmi. Ja bom pač, kako naj ne, če so to, ne. Ker jaz grem pa pol na vsebino, meni je vseeno, si ti ženska, si ti pa si, ne vem, skija so tvoji starši iz Makedonije, ali zaradi mene iz Afrike, ali si, ne vem, kakšne barve. Meni je popolnoma vseeno. Jaz sam poslušam in tako ocenjujem človeka po tem, kaj dela, ne po tem, s kje je, ali pa s kje so njegovi starši in to. Tako da je to pol zelo težko razumem in ko pridemo do nekih takih stvari, za katere vem pol, da oni kao to prodajo kot neko vsebino, v resnici pa to sploh nima veze z ničemer, ker skrbijo sam zase in za svoje neke interese, takrat ratam zelo tako, pa si pa mislim, ne smem iti na njihov nivo. Zato se zadržim, ker vem, da sem boljša od tega in to je tisto, kar mi pol pomaga. Ja, itak zaviješ z očmi, ampak pol tako vdihnem, izdihnem in vseeno povem to na nek drugačen
način. Spoštljiv način. Ja, tako. Pa si šla čez kakšne treninge, kar se tega tiče? Greste recimo politiki čez taka neka usposabljanja? Mislim, imajo, verjetno obstajajo neke tako, tečaji, pa to jaz nisem. Niti nočem se zdaj delati, da sem nekaj drugega, kar nisem. Jaz sem taka, kar sem, čist prav je, da ljudje vejo, kako pa kaj. Ja, mislim, bolj z vidika tvoje notranjosti, tega, da si ti pomirjena. Ne? Se prej si lepo izpostavlja, oni sodijo mene, ne moje delo, že tukaj je en velik razkorak v dojemanju tega, kar je povedano ali pa napisano. Ne? Ampak kljub vsemu, če si ti dalj časa temu izpostavljen, je fajn verjetno imeti neke mehanizme, s katerimi ti to uravnavaš znotraj sebe. Drži. Ja, jaz hodim na psihoterapijo. Tako, to mi pomaga. Pogovor na tak način, hkrati pa seveda tudi pač s prijatelji in družino. Pogovor v tem smislu, noben nek tečaj tako, kako naj bi ravnal, ampak da daš ven na tak način pol in da ti pol oni rečejo, ne vem, včasih je tudi moj partner, moj psihoterapeut, ali pa velikrat, ampak dober pač, ne. Tako, ali pa grem na kakšen pir ali dva, pa je tudi pol v redu. Tako. Pa če bi zdaj partnerja tvojega vprašala, Jure mu je ime, ne? Kaj vidi, ko je Irena pod stresom? Ne vem. Zdaj je bilo krno, zdaj je videl marsikaj, vse dobro, se je že navajen. Ne vem, on meni vedno sam reče, vse bo v redu, ti nisi taka kot oni, ti sam bod taka kot si in bo vse v redu. In se ima na koncu vedno prav. Tako, ja. Eno vprašanje imam, ker sem rekla prav pogled, ga moram, da ga ne pozabim. Kaj bi te bolj prizadel? Izguba zaupanja, se pravi, kogarkoli ljudstva, ki te je izvolilo, ali pa pač tvojih najbližjih, ali omadeževana javna podoba? Izguba zaupanja, definitivno. Vse to dvoje je povezano. Dost povezano? Mislim tudi, ja. Zdaj bom pa tako, to bo tudi malo bolj samozavestno zvenelo, ampak resno tako mislim. Moja javna podoba ne more biti omadeževana, razen če je omadeževana na podlagi lažnih novic. Ker jaz vem, kaj in kako delam in je nemogoče, da glede tega karkoli, bom rekla, zafrknem. Tako. Tisto, kar pa določeni govorijo, pa je nek madež, ampak ta madež je v resnici nepovezan z mano. Tako da zaradi tega izberem izgubo zaupanja, ker to je ključna stvar, zaradi katere sem jaz tle, kjer sem. Lepo si to povedala, ne? Tako je, res, jaz sem vedno tako iskrena in direktna in povem tako, kot si mislim in tako, kot je. Ker verjamem, da če bi več različnih ljudi vprašala, da bi dobila različne odgovore. Ne? Mogoče bi bilo nekomu, da je izguba zaupanja nekaj, na čemer lahko potem ponovno delaš in si počasi pridobivaš spet zaupanje, medtem ko te enkrat, ne vem, nekam nabijajo na križ, prenesenem pomenu, a ne? Vem, ampak ne, mislim, sej če imaš omadeževano javno podobo, ti ljudje potem tudi ne zaupajo. Tisti, ki so dejansko, zaradi katerih sem jaz tle, kjer sem. Jaz zaradi njih nočem in ne bom imela omadeževane podobe javne. Res ne. Mislim tako, motiti se je pa človeško, no. Bom tako rekla, sej nisem jaz zdaj popolna ali pa svetnica, ne. Res nisem, ampak glede določenih stvari pa imam pravila najstrožja možna in to je transparentnost in to je pač vsebinsko delo kot tako in tle popuščan z moje strani ni. Če bi se kdaj kadarkoli zgodil, bi se zagotovo ali ne vede ali pa da jaz ne bi imela prstov pri tem, no, bom tako rekla. In zaupanje sicer ga zgubiš in potem gradiš, ni to tako najbolj enostavno. Tudi vidim zdaj politika nasplošno, koliko zaupanja izgublja še vedno in že z tega vidika vem, kako težko je potem graditi. Že sam jaz, ker sem v politiki, čeprav sem Irena Joveva in nismo vsi isti, ne? Vsak ima neke svoje pluse in minuse, je težko graditi zaupanje že z tega vidika. In ko ga enkrat imaš, če ga zgubiš, ne vem, ni to tako pol. Ne gre tako enostavno, tako da tega res ne želim zgubiti nikoli. Tako. Je to ena od vrlin, ki jo definitivno recimo želiš prenesti z vzgojo tudi na milo? Ja. Je to nekaj, kar je tudi si bila ti kot deklica doma deležna? Ja, zagotovo. Mislim tako, jaz probam
njo vzgajati na način, da bo kot prvo preživela v tem norem svetu, ki je vedno bolj nor in bo težko boljši, čeprav si vsi želimo, da bo, ampak ne vem, ne kaže glih najboljš, bom tako rekla, malo sem pesimistična glede tega. Tako, zdaj govorim res čisto tako nasplošno, mogoče malo preveč generalizirana, ampak tako. Hkrati pa želim, da je tudi ona nekdo, ki pa bo v tem vedno bolj norem svetu nekaj pozitivnega. Tako, na tak način. In ja, mene so tudi, jaz sem bila tako vzgojena v tisti klasični, res klasični družini, pač z balkanskimi koreninami in so te stvari poznale. Na tak način si nje mogoče ne želim vzgajati, se pravi v smislu, kaj mora moški in kaj mora ženska. Teh stereotipov je bilo recimo pri moji vzgoji preveč. Tega si za njo ne želim, ampak hkrati pa absolutno si želim, da ima te vrednote in vrednosti zelo jasno postavljene in upam, da jih bo imela. Jaz ker si mislim, da ja. Tako, kot spremljam tvoje delo, bi rekla, da ja, ker res danes smo se prvič srečali v živo, ne? In moram reči, da tista energija, ki sem jo začutila skozi video ali pa skozi sliko tvoja, ne? Je točno to, kar zdaj čutim, ne? Zelo taka pozitivna, prodorna, lepa, močna. In sem vesela, no, da je to tako. Po drugi strani pa taka čista. Verjetno ravno to, kar si omenjala na začetku, ne, da zelo ne preneseš krivice. Ja, res ne. Meni je zelo taka težko. čistina je ful. Ja, hvala za te besede. Ampak ja, res, to se recimo je najbolj poznal zdaj, saj ne bova v politiki, ampak tako vse moram to izpostaviti, ko imam kakšne te nagovore, ki so mogoče malo bolj tudi čustven, jaz ne moram sklopati čustev pri kakšnih stvarih in pol mi rečejo tudi recimo na teh soočenjih, ki smo bili. Ne se živcirati, ne morem. Ne? Če recimo je bilo govora o Palestini ali pa o otrokih, kako naj bom mirna, če je to, kar se dogaja, nepravica zaradi določenih, tudi v politiki ljudi, zdaj govorim o evropski politiki, tudi svetovni, no, ampak niti ne res o slovenski tokrat, ok, pustimo v ene. Mene take stvari pač res, jaz tega res ne prenesem in to se pol pozna tudi pri meni in pri nagovorih, govorih, tudi sredi Evropskega parlamenta ali pa sredi zaradi mene tam enega dvorišča na Jesenicah. Meni je čisto vse, kje jaz o tem govorim ali pa razmišljam. Pač glede tega se ne brzdam in niti se ne želim, ker se mi zdi prav, da se tudi take stvari pač, ja, izpostavljajo na tak način. Ena stvar mi je še padla na pamet, za katero vem, ne, da si bila zelo dejavna, pa je zelo povezana s slovenščino. Kaj ti pade v glavo, da si rečeš, jaz se bom pa zdaj z Iosom mečken z Applom pogovorila, zakaj mi nimamo slovenskega jezika? Ja. Odkje? Tako, mislim, malo je valjda osebno povezano. Tudi zaradi tega mojega grammar nacij in te stvari, ampak tudi pol tako. Ta mala valjda gleda tudi risanke, ne? Mislim, ni zdaj po cele dneve pred televizijo, ampak tako, na vsake toliko pa pogleda tudi kaj. In moj oče recimo, in pol zdaj jaz, ne vem, ok, se imaš zamik pa to, ampak pol je zdaj že YouTube, pa kaj se najde. Itak je preveč izbira, ampak tako pol imamo recimo Netflix doma. In kako naj jaz zdaj njemu razložim, ker on nima niti pametnega telefona, niti ne zna angleško, niti nič. Kako naj jaz njemu razložim? Kot prvo, kje najde Netflix na tistih tam daljincih televiziji in kot drugo, kako bo pa vedel, kaj pa kako, če je vse v angleščini, ne? Oziroma v jezikih, ki jih pač on ne govori. Pa sem tako malo začela razmišljati tako, res osebno. In pa sem pa razmišljala, kaj pa tisti, ne vem, ki so slabovidni ali pa ki so naglušni, ali pač, ki ne znajo nujno angleško. Zakaj moramo vsi znati nek tuj jezik? Vse je super, da znamo, ne me zdaj narobe razumeti. Super je, saj jaz nimam težav gledati Netflix v angleščini, ampak zakaj bi morala v Sloveniji, ki je članica Evropske unije in ima uradni jezik Evropske unije, zakaj? Zato, ker je neko podjetje iz ZDA se odločilo, da bo sem prišlo in pol smo mi vsi bili tih in nič narobe, ker je pač zakonodaja taka, kaj je. In pa sem ugotovila, da je res zakonodaja taka, kaj je, ja, in jim ni treba. In pa sem si mislila, zakaj bi jaz zdaj bila tih kot nekdo, ki pa je na neki poziciji, ki ga bojo mogoče malo bolj poslušali kot
kakšnega drugega, navadnega smrtnika, pa to zdaj sam res uporabljam zaradi karikiranja. Pravno, ja. Pa sem rekla, pa ja, bom. In jaz sem poslala direktorjem Netflixa, Applea, Amazon Prima, pa Disneyja, Disney Plusa v slovenščini pismo. Mail je bil samo uvod, uvod maila je bil napisan v angleščini, zato da sem jim pač lihtok razložila, ne, in pa sem rekla, saj imamo, kako se temu reče, na spletu najdemo veliko raznih aplikacij, s katerimi naj si pač pomagajo, tako kot si mogoče kdaj kdo drug mora, ki ne zna jezika. In dejansko sem pa dobila tudi odziv in odgovore in tako, to sicer zdaj traja že leto pa pol, 2 leto pa pol, ampak evo, Apple se je premaknil tudi s pomočjo sicer na nacionalni ravni in Ministrstvo za kulturo se je potem tudi vključilo v vse to in tudi oni so bili v pogovorih z Appleom. In dejansko zdaj Apple, evo, z novo posodobitvijo, ki bo predvidoma jeseni, bo imel meni, oziroma meni v slovenskem jeziku. Me zanima, koliko uporabnikov bo zares preklopil. Ja, ne vem, saj tudi jaz ne vem, če bom, saj smo vsi navajeni, ampak se ne gre za to, gre za to, da imaš pač pravico do tega, do izbire na tak način, če si doma. Ne? Tako da Netflix, boj z Netflixom in unimi ostalimi pretočnimi, video pretočnimi osebinami pa še čaka in tudi zato sem zelo vesela, da imam še naslednjih 5 let, ker to bom pa zrihtala v naslednjih 5 letih. Oziroma naredila vse za to. Tisto, kar bo odvisno od mene, bom, ko pa v enem trenutku ne bo, pač bom vseeno težila, pa sitnarila. Sigurno bom, ne vem, ne poznam bolj ustrajnega človeka za neko tako stvar. Glih zato, ker je boj z mlini na veter. Mene to sam še bolj žene. Ker ni enostavno, ampak tako, bobaš. Povem, ti je Apple odgovoril v slovenščini ali v angleščini? V angleščini. V angleščini. Sorry, mogla sem. Saj ni mi direktor odgovoril, ne? Ampak so pač dejansko res tisti, ki so predstavniki v Bruslju, se pravi za to področje. Ja, v angleščini pa smo se tudi v angleščini pogovarjali. Ampak ja. A še kakšen tak dosežek, ki ti je ful, deva reči, ljub, ali pa mislim, verjamem, da ti vsi nekaj pomenijo, drugače ne bi borila za to, ne? Ampak kaj pa je tisto, ki ti je pa mogoče najbližji srcu? To slovenščina mi je res daleč najbolj, ampak tako tudi zakonodajno, recimo, mi je delala sem ne glih celih 5 let, ampak večino mandata prejšnjega na zakonodaji za medije, oziroma za svobodo medijev. In glih zato, ker je to bilo nekako povezano, jaz rečem, z mojim prejšnjim življenjem, ker vem, kaj vse počnejo novinarji, zdaj govorim o novinarjih, ne o tistih propagandnih glasilih in tistih, ki delajo za ta propagandna glasila. Vem, koliko pomembno je, da imajo pogoje dobre in da se v njihovo delo ne vmešava nihče. Se pravi, zdaj govorimo o politiki, biznisu, lastnikih in tako naprej. In dejansko smo se lotili zakonodaje na evropski ravni na tem področju in jaz sem spisala zelo pomemben del te zakonodaje in to je nekako moj tak. Zelo sem ponosna na to, da smo pa tudi sprejeli in da bo zdaj dejansko to aplicirano po vseh državah članicah in vem, da bo zaradi tega novinarjem lažje in boljše in da bojo bolj svobodni. Seveda, če se bo zakonodaja upoštevala, vsaj imamo jo, ker je do zdaj nismo imeli niti na tak način. To je ena taka malo bolj vsebinska ali pa zakonodajna stvar, drugače pa vedno so neke take malenkosti, recimo tudi Palestina. V manjšini smo že od nekdaj tisti, ki nam je zelo jasno, kaj se tam dogaja, že odprej, ampak ta manjšina je vedno večja in vem, da je vedno večja tudi zaradi nas, ki vztrajamo, ki niso tiho. Jaz sem sredi Evropskega parlamenta pokazala eno fotografijo sicer otroka, ki je umrl zato, ker je bil pač izstradan do smrti. Ne bi smela jaz te fotografije kazati, jaz sem to vedela. Pa še Nemci je bil predsedujoči, kar je bilo pol še že zaradi tega, ne? Ampak nihče drug tega ni naredil. Ne pred mano, ne zaenkrat, če tudi po. In vedela sem, da ne smem. Evo, včasih tudi prekršim kakšno pravilo. Za tako stvar, ga z največjim veseljem prekršim. Tako, jaz sem pol na take stvari res tako ponosna, ker veš, da se je nekaj premakano ne samo zaradi tebe, ampak tudi zaradi tebe. In jaz sem zaradi tega v politiki, ker če ne bi bilo tega, mislim, jaz sem lahko tudi doma, pa sedim, pa nič ne delam zares in imam kao neko sanjsko službo, sam to ni bistvo tega, zakaj sem jaz tam, kjer sem. Tako da, ja, včasih so res take neke mini stvari, ampak me nahranijo za nov teden v Evropskem parlamentu, recimo, ali mesec. Tako. Torej nisi couch selektor, ker smo zdaj glih v času. Ne. Dobar, gledamo fuzbal, smo vsi. Ja. To sem.
A ja si. Z tega vidika, ne, nisem, hecam se, ampak tako, tisti so ponovadi najbolj pametni, pa najbolj glasni, meni gre to izredno na živce in probam ne biti taka, na nobenem področju, sploh pa ne na področju politike. Tam je tega po mojem še več kot v šport, ali pa tam. Že šport pa politika, ne? Ja. Kruha in iger. Ja. Daj mi povej, Elena, če bi te vprašala, ali te je tvoja služba česa za življenje naučila? Ne govoriva o vsebini, Ja. ki jo delaš, ampak... Ja, me je. Da bojo vedno obstajali slabi ljudje tudi, da jih ne moreš izničiti v tem smislu, in da se je s tem treba naučiti živeti, hkrati pa tudi dati vedeti, da oziroma se truditi za to, da ne bodo postali večina te slabi ljudje. Kjerkoli zdaj govorim, ampak to me je naučila res zelo dobro politika, ker v tem svetu je pa tega se niti ne da. Ne moram opisati, tudi če bi zdaj midve do jutra bile, da razlagam vse živo, je nemogoče razumeti, dokler nisi zares tam. To je nekako neko glavna stvar, ki me je osebnostno naučila, pa hkrati tudi, da ne moreš jih niti spremeniti. Ta trda koža mogoče mora postati še malo bolj trda, v mojem primeru, ampak tam še nisem. Tako, to najbolj. Pa vztrajnost, da se splača zelo. Ko vidiš to enkrat v tako zapletenem sistemu, kot je evropski, ker je res zapleten, pa vidiš, da se vse traja, ampak vse, kaj tudi, če se ti da, tudi to sem se naučila. Tako iz prve roke. Še zadnje vprašanje imam za tebe. Če bi lahko podoživela še en trenutek v celoti, tak, kakršen je bil, brez korigiranja, kam bi te odnesel? Prvo, kar mi je zdaj padlo na pamet, je 50. rojstni dan moje mami, ker takrat so bile še kamere na kasete in dejansko imam še vedno tist, sicer zdaj na CD-ju, ampak tako obstajajo tisti posnetki in jih na tak način tudi podoživljam, ampak bi jih še enkrat tako zares. Tist moment, tiste sobote, že dolgo let nazaj. Elena, najlepša hvala. Z največjim veseljem. Hvala tebi.